Kranjski Gori letošnjo zimsko sezono ocenjujejo kot kratko in sladko, saj jim narava tokrat ni postregla z velikimi količinami snega. Kljub temu je bila sezona zelo uspešna, v nekaterih merilih celo rekordna. Ker pa na lovorikah ne spijo, so z vsemi pripravami že v polnem teku za prihajajočo poletno sezono, ki gostov ne bo pustila ravnodušnih. Ja, vsako leto poleg teh tradicionalnih prireditev, ki jih organiziramo skupaj z ostalimi organizatorji, mogoče bi tukaj izpostavil že naslednji teden tekmovanje v gorskem spustu IXS, pa s turističnim društvom Kranjska Gora, ki letos 7.6. praznuje 115-letnico delovanja in organizira že tradicionalni tek na Vitranc v mesecu juniju, 25. junija. So tu seveda Goni poni, ki je, lahko rečem, iz leta v leto večja in pa bolj prepoznavna prireditev, pa potem že 4. mednarodni filmski festival, ki ga gostimo konec meseca julija, začetek meseca avgusta, in pa seveda poletje pod Vitrancem. Tukaj se vsako leto trudimo, da v bistvu obiskovalcem preko celega leta pričaramo neko vzdušje v samem centru Kranjske Gore in traja v bistvu od 20.6. pa tja do srede meseca septembra. September je prav tako zelo aktiven in pa aktualen. Tukaj seveda ne smemo pozabiti na že najbolj tradicionalno gorsko tekmovanje, to je Juriš na Vršič. Seveda pa vsako leto se mi zdi je veliko bolj uspešna tudi prireditev Harley Davidson, ko gostimo v bistvu tukaj v Kranjski Gori v centru skupaj z ponudniki gostinskih storitev vikend motoristov. Pa potem seveda Planica 400. Vsako leto se mi zdi, da je tudi bolj odmevna prireditev, 3. vikend v mesecu septembru. No, vsako leto pa seveda pripravimo tudi neke novosti in ena od takšnih je letos 21. septembra, prav gotovo Kranjska Gora Trail. Gre za tek v naravi, odkrivanje Julijskih Alp na 4 različnih razdaljah in mislim, da je glede na to, da se je prijavilo že več kot 500 tekmovalcev, to je eden kar glavnih tekmovalnih in pa tekaških dogodkov v letošnjem poletju. Tako da dogodkov je kar nekaj večjih, manjših, poleg tega seveda lokalne društva organizirajo vrsto zanimivih tako kulturnih kot pa športnih dogodkov preko celega leta in mislim, da vsak, ki bo prišel v Kranjsko Goro v letošnjem poletnem času, bo našel nekaj zase, ker je teh stvari res kar nekaj. Kar nekaj novosti se bo zgodilo tudi na področju infrastrukture. Župan Janez Hrovat nam je povedal, da bodo parkirnino zaračunavali na Topolinu, vstopni točki v Mojstrani in pa v Jasni, kar je naslednji korak od lanskoletne uvedbe modre cone v strogem centru. Za goste Zgornjesavske doline pa je zagotovo dober podatek tudi ta, da bo vsak dan tekom poletne sezone vozil turistični avtobus. Letos bo spet povezal naše kraje turistične znamenitosti turistični avtobus v stilu hop on, hop off. Ne bo več rdeč avtobus, rdeč avtobus je podjetje Infrasport predal, ta bo vozil nek druge, ampak v glavnem bo pa v stilu Kranjske Gore vozil drug avtobus po naših krajih in bo tudi cenovno ugoden, tako da se bojo tudi občani Kranjske Gore lahko posluževali prevozov in v bistvu koristili to za dnevne potrebe. Smučišče Kranjska Gora je tudi v poletni sezoni orientirano predvsem na družine. Iz tega naslova smo tudi oblikovali družinam prijazno ponudbo. V sklopu te je še vedno tematska pot na Vitranc, skozi katero spoznate lahko zgodovino tako samega smučišča kot tudi turistične ponudbe. Za najmlajše je tu na razpolago orientacijski park, v katerem iščejo junake Vandotovih zgodb, in pa seveda sankališče, besna pehta, ki vabi z adrenalinsko noto. Potem pa je za vse tiste malo večja ali pa bolje rečeno za vse tiste, ki pa si upajo več, na razpolago tudi kolesarski park. Že v prihajajočem vikendu bodo na svoj račun prišli vsi gorski kolesarji, saj se bo v Kranjski Gori dogajala tekma za evropski pokal IXS. Kolesarji so dobrodošli tudi v kampu Špik, ki je ravno v teh dneh dobil prav posebno nagrado Zeleni ključ, in sicer je bil to šele 7. zeleni ključ podeljen v Sloveniji. Ja, kriterijev je kar precej, gre za nekje 12 kategorij, tako da pogledamo dejansko kar številna področja, ki jih nek obrat nudi, tako glede čistil, tako glede energetske, upravljanja z energijo, energentov, glede odpadkov, glede informiranja gostov, glede tega, kaj nek obrat nudi v okolici, kako izobražujemo naše goste, turiste, ki prihajajo v naše kraje.
Kamp Špik so že od samega začetka želeli narediti naravi čim bolj prijazen. Zato se bodo tudi še naprej trudili, da bodo zeleni ključ ohranjali vsa prihodnja leta. Mogoče zmanjšati še količino vode, kjer bi uporabljali to deževnico za sanitarno vodo, potem nabava kakšnih električnih koles za to električno mobilnost, pa še kaj se bo našlo skozi leta. Dolga leta pa so vsi ljubitelji golfa čakali, da so v Kranjski Gori dobili pravo golf igrišče. Od začetkov skoraj 20 let nazaj do danes, ko bodo na povečanem golf igrišču lahko igrali tudi turnirje in bo to prav zagotovo pripomoglo k bolj bogati turistični ponudbi celotnega kraja. Jaz s ponosom lahko ugotavljamo, da bomo res dobili pravo igrišče. Bom rekel, po 19 mučnih letih je iz vadbišča nastalo igrišče. Tukaj zadaj ga vidite in letos predvidoma 8. junija bo otvoritev tega igrišča. Pač to poleg velikega doprinosa za vse igralce, ki igramo golf, pomeni tudi ogromno za turizem Kranjske Gore. Golf igrišče je dodana ponudba, prinaša dobre goste. In tudi lokacija Kranjske Gore, ne nazadnje v krogu Kranjske Gore 30 km je 11 golf igrišč in se bo lahko prodajala tudi kot destinacija za golfiste. Ob golf igrišču je urejena tudi nova sprehajalna pot, ki kar kliče k sprehodu z najlepšimi razgledi daleč naokoli. Daleč naokoli pa sega glas tudi o mednarodnem kulinaričnem festivalu, ki ga letošnje leto organizirajo že 4. S tem, da ga v letošnjem letu še nadgrajujemo. Na sam festival prihaja kulinarični vodnik Golin Milo, ki je lani prvič prišel v Slovenijo. Je edini tak vodnik v Sloveniji in bo spremljal budno, kaj delamo, kako delamo v sami destinaciji. Poleg tega bo prisotna tudi Turistično-gostinska zbornica Slovenije, Društvo kuharjev in slaščičarjev, vsi mi in izredno pomembno večina lokalnih ponudnikov iz sveta gastronomije. Na samo otvoritev 7. maja bo vsak lahko svoje jedi predstavil tudi na stojnici, tako da bomo ta dogodek povezovali tudi malo za družabno noto in vabimo tudi vse udeležence iz Kranjske Gore, da prispejo splošno javnost in vse mimoidoče. Za vse domačine, mimoidoče in vse, ki imajo radi Kranjsko Goro, lokalna turistična organizacija v letošnjem letu pripravlja prav posebno marketinško kampanjo. No, letos smo se nekako, bom rekel, orientirali bolj na lokalno prebivalstvo. Želja naša je, da v bistvu ob samem razvoju turizma, ob večjem obisku turistov v sami občini, ob povečanem številu dnevnih obiskovalcev, ob migracijah, ki se skozi dolino dogajajo, ob večjem številu prireditev. Vse to nekako se mi zdi, da vpliva na lokalno prebivalstvo. Ampak kakorkoli, ko potegnemo črto, smo turistična občina in mislim, da je turizem ena od glavnih dejavnosti v naši občini, na katerega pa niso vezane samo te glavne turistične dejavnosti, kot so gostinstvo, hotelirstvo, agencijske dejavnosti, ampak je tukaj še ogromno storitvenih dejavnosti, ki so neposredno vezane na turizem. In prav te smo nekako želeli v bistvu s to marketinško akcijo izpostaviti. Želeli smo v bistvu izpostaviti lokalno prebivalstvo, ki deluje ne na prvi bojni črti, ampak nekoliko v ozadju, brez katerega se turizem ne sme in ne more razvijati. Tukaj govorim o kmetijstvu, tukaj govorimo o specifičnih tehničnih poklicih, kot so električarji, vodovodarji, krovci, mizarji, vse dejavnosti, ki nekako so vpete v razvoj turizma in tukaj ima vsak občan neko svojo zgodbo. To smo želeli predstaviti na, bom rekel, nekako zelo plastičen način, tako da bo v bistvu za vse tiste, ki niso iz lokalnega okolja, ampak tudi iz drugod, stvar zanimiva in bodo v bistvu videli v tej predstavitvi, kako širok spekter ljudi je vključen v samo ponudbo, lahko rečem tukaj tako gostinsko kot pa turistično. Kranjska Gora še vedno opozarja tudi na preteklo akcijo in sicer Kranjska Gora 365, s katero so želeli vsem turistom povedati, da je v tem delčku Slovenije lepo prav vsak dan v letu, ne le po zimi in poleti, kot so vajeni mnogi.